7. december 2023, sem na letališču, čakam na letalo domov. Počutim se na nek način mi je še najlažje biti tle zdaj na letališču, ker čakam, da se bo nekaj zgodilo, ne, v letu. Ko prijem domov, to bo grozno, v to zimo. Meša se mi od razmišljanja, kaj zdaj, kako naprej. Na letališču Treviso moram čakati 4 ure, da pride GoOpti, ker sem kupil neko poceni varianto. 1 uro bom mogel čakati od zunaj, na mrazu, 2 stopinji, jaz pa imam poletna oblačila. Mislim, bom oblekel vse, kar imam. Mislim, če tokrat nisem dojel in tisti moj romantični del, da so te poteze res škodljive, pa ne vem, kaj bo. In to zdaj počutje tle sva z Urško fulkrat bila, čakala skupaj. Zdaj še nobenega ni tle. Osamljenost, ta prava. Imam manjšo krizo. Pa sem se zato odločil snemati se, ker se počutim zelo scary samo. Ko razmišljam, da se zdaj zgodi, da ostaneš sam nekje, da si čist sam skozi. Eni ljudje, ki grejo živeti v gosti, ne sam. Spoznavam veliko seb te dni, kaj dejansko sem zmožen, kaj nisem. Tako mislim, da bi znoril, če bi bil sam. Pa nisem tega vedel o sebi, sem mislil, da lahko. Sem mislil, da lahko več sam sem. To se mi je zadnja leta neki ta za osamljenost. Ta strah se je tako pojačal, povečal. V takih trenutkih pogrešam, da jo ne bom moral poklicati. Imam kar močan napad, da bi rad bil v stiku, da bi poklical Urško. Vem, da to ni dobro. Za nobenega. Ne morem verjeti, da se to odvija. Še vedno mislim, da velik del mene to sploh ne more dojeti. Vem sam, da sem razočaran nad sabo, da nisem nič napredoval na tem področju. To sem kar močno razočaran. In sprašujem se veliko o tem zdaj zadnjem mesecu, kjer sem naredil neverjetne napake. Tako, ne napake, ja, napake. Odločitve moje, kako se je sesulo življenje v enem mesecu. A pred tem oktobra sem bil happy. Sem govoril si tako, a je to sreča? In spet imam to prepričanje, da takoj, ko začutim srečo, se to uniči. Tokrat se pa res si sam uničil. Ne morem. Samo pomislim na to, da sem v breakup, tako da grem čez to in tako not vse v meni. Na bruhanje mi gre.
Da se počutim kaj na smet, stari edini človek na letališču sem. Od potnikov neki sam delajo tam. Snemam se pač sem, da se počutim manj sam. Danes mi tudi možgani tako, ne morem najti ene pozitivne misli, tako pozitivnega občutka, tako mindseta, ok, to je prav, da se je zgodilo, gremo naprej, lahko zdržiš, lahko preneseš te vse občutke, tako lahko odraslo to vse narediš. Jaz sem tako jezen, sovraštvo, tako zakaj? Koliko moram še čakati? Še 2 uri. Ne morem verjeti, v kakšne situacije se spravljam. Mislim, da imam dosti tega. Mislim, da imam dosti te svoje norosti, spontanosti. Lahko umre to. Zamerili so se na letališča, letala, iti kam, po hostli spat, tako, nič več to je. To sem končal. Tega več. Sram me je, da nisem mal močnejši moški, da sem neka taka reva. Tako. Res nisem vedel, da sem toliko patetično bitje, no. Ampak glede na to, poskušam si oprostiti, ker pač mi se sanja, iz kje vse to prihaja, ne. Danes na letališču sem, ker sem soočen sem z vsemi svojimi slabimi lastnostmi. Ne morem verjeti, kakšna oseba sem, tako. Jaz ne morem tako živeti naprej, sploh. Zdi se mi, da sem v peklu in tako ne izgleda, da bo minilo kadarkoli. Zdaj sem ful nervozen in v bistvu samo čakam, da pride ta prevoz. Pa čakam, da mine danes, pa jutri, pa nedelja. Počutim se, da sem v neki coni sumraka. Da ne bo nikoli minilo to. Da ne obstajam. Ugašajo se luči počas. Še 45 minut. Jaz pa 2 uri moram še čakati. Od zdaj naprej 2 uri. Kom delo 1 uro od zunaj. Mogo težiti kroge, pizda. Ne, ampak, ko si romantik, človek, to nič se jaz ne bom iz tega naučil. Čist nič. Jaz bom, zdaj, ko prijem nazaj, bom imel spet romantične ideje, plane. Razmišljam, mogoče se to vse obrne pol. Ne, nikoli ne veš. Če to kdaj kdo gleda, stari, kaj si ta človek mislil o meni? Kako je mene doživljati zdaj? Ja, čakam z gospodom. Mahej! Bomo, počasi. Zmrzujemo, a ne? Zajeme ko satan. Evo me nazaj, 8. december, oh my god, jaz ko mi spregovorim, vse me spominja na Urško danes. 8. december,
Ura je 4 zjutraj, sem prišel nazaj domov. Urška še ni vzela kolesa. Je en del mene takoj začel upati. Mogoče se ji kaj odvija. Tako, ta igra upanja. Moja igra upanja. Ja, to sem mogel vsa oblačila dati nase, ker sem čakal zunaj. Ena majica, druga majica. V redu se je šlo to. Tako, ena najslabših odločitev v življenju je bila to, sigurno. To lahko rečem. Mislim, da ne bom spal danes sploh nič, to ne. Ne vem, kam pelje to. Podobno se je nadaljevalo skozi celoten januar. Veliko jokanja, stokanja, razmetavanja, ampak tudi razmišljanja o sebi in kaj lahko izboljšam. Začel sem spoznavati nekatere nove ljudi in nove lepe izkušnje so prišle s tem. In utrinki luči so se pojavljali. Še vedno je bilo zelo težko, še cel februar skoraj. Ampak na koncu februarja je pa prišla nova ideja, da grem na eno pešpot do Bosne. In to bo tematika naslednjega vloga. Dobro